Takole, narišemo drugi graf. Ga že imamo tamle v zgornjem kotu napisanega. F od x je 2 na x minus 3. Najprej napišimo asimptoto. Asimptota smo rekli takole. Prečrtamo celoten del, ki je na eksponentu. Prečrtali smo vse. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi še tule zraven lahko dodali plus nič, oziroma nič ni in zato asimptota nič je. Če nič ni, potem asimptota nič je. Logično, ne? Se pravi, asimptota y je, tukaj bi prišteli nič, oziroma vse smo prečrtali in zato ne more biti drugače, kot da je nič. Če ni nič prišteto ali nič odšteto, potem je asimptota nič. To je včasih en tak trik. Potem pa tabela. Zdaj za tabelo smo pa rekli, da včasih ni dobro zbrati točno teh vrednosti nič, ena pa tako naprej. Jaz bi vam tule svetovala, glejte, imamo x minus 3. Če bi dali tu minus 1, bi dobili minus 4. 2 na minus 4 je koliko? 2 na minus 4 je to 1 ulovljeno s 16, kar je kar mala številka za narisati in tudi nima smisla. Jaz bi vam takole predlagala. Nič vsekakor dajte. To dajte zato, ker boste s tem dobili presek z y osjo. In presek z y osjo je ena izmed lastnosti, ki jo vsak pogleda, ko pogleda grafa, ne, če ste vi zadeli te glavne neke točke. Nič kar dajte, a ne. Še posebej, če vam kdo v navodilih da, izračunaj začetno vrednost, pa to. Nič za x ostavite. Pa vas tako ne bo tako bolelo. Potem pa, da dobite neke malo boljše vrednosti, a ne. Zdaj imamo tukajle gor x minus 3. Najboljše bi bilo, da bi to bilo recimo enako 1, to bi znali izračunati, ali pa x minus 3, da bi bilo enako 2. No, in tukaj, če bi rešili to enačbo, bi dobili x je 4. Zato bi si še recimo pogledali 4. In pa tukajle naprej x je 5. Pa bi tele izračunali. Še enkrat poudarjam, da je vseeno, kaj si izberete tu. Samo zelo težko je narisati z vrednostmi, ki so male in pa take neugledne, ne. Okej, no, pa dajmo, zdaj smo pač tako zbrali naše vrednosti. Najprej izračunamo f od nič. F od nič je 2 na nič minus 3, kar je 2 na minus 3, to je 1 ulovljeno z 2 na 3, kar je 1 osmina. Ja, že z 1 osmino bomo imeli kar težave, ampak se bomo potrudili. Potem imamo pa naprej f od 4, kar je 2 na 4 minus 3, ker smo si tako lepo zbrali, pride 2 na 1, kar je 2. Pa še f od 5, to je 2 na 5 minus 3, 2 na 2, kar je vse skupaj 4. Okej, super. Zdaj pa narišimo mi tele stvari noter. Nič pa 1 osmina. Imamo zdaj 1 polovica, 1 četrtina in 1 osmina. To je 1,2, mislim 0,125, tako bi bila 1 osmina oziroma blazno malo, ne. Potem imamo naslednjo točko 4, 2, 4 pa 2 gor, to je tule, 5 pa 4, to je tule. Pa še potrebujemo asimptoto. Asimptota je pa ravna črta, zdaj v našem primeru na x je nič. Malo počrtkamo. Takole. In narišemo graf. Za graf smo rekli, tik ob asimptoti in čez 3 točke, ki smo si jih izračunali. Ker moramo napolniti celoten graf, je zelo, mislim, kar stresno mi narisati tole. Takole, evo ga. Čim bolj ob asimptoti, vendar mora vedno mer naraščati. Takole, evo. Šikano, ne? Tako.
To je bil zdaj drugi graf. Čaka nas še tretji. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!